Res je tako zmešano. Kakšna je njegova filozofija? Kakšen je njegov namen? Kakšna so njegova prepričanja? Ne vem, nihče ne ve, nihče o tem ne govori. In ko se to iztroši, ker tako delujejo, bodo našli nekoga drugega, da bo grešni kozel. For each one person that is being killed by the taxi industry, we give 5 white people. For every one black person who kill, we give 5 white people. Ali ste vedeli, da so Afričani zdaj Francozi? Da, afriška celina se je zdaj uspešno preselila v Francijo. In kako to vem? No, zaradi tega naslova. Francoski Francoz, obtožen posilstva in umora 2-letne deklice, ki so jo našli mrtvo v Surreju. Razen dejstva, da ta moški ni bil Francoz. On je afriški migrant. Toda mediji nimajo nobenega problema z zavajanjem glede zelo preprostih, enostavnih dejstev. In o tem moramo govoriti. Dobrodošli v oddaji Pushback. Jaz sem Meira K., vaša voditeljica. To je ena najbolj ogabnih, najbolj odvratnih in najbolj strašljivih zgodb, ki so se v zadnjem času pojavile na internetu. In kljub temu mediji nimajo osnovne spodobnosti, da bi nas obravnavali s spoštovanjem, ki si ga zaslužimo, in nam posredovali točne informacije o tem, kaj se je zgodilo. Tako je v majhnem angleškem mestu Chertsey, ki ima 15.000 prebivalcev, bil areteran in obtožen posilstva ter umora 2-letnega dojenčka, v Afriki rojeni francoski državljan. To je samo običajen dan, prav? In ljudje so v paniki, ker je migrant iz Srednje Afriške republike. Njegovo ime je Kevin Kurjine in zdaj je bil obtožen, prav? Obtožen je bil in mediji mislijo, da nam lahko to zgodbo prodajo kot zgodbo Francoza. Dejstvo, da me razburja medijsko poročanje o tej zgodbi. In ne zaradi gnusnega, ogabnega dejstva, da je bil 2-letni otrok, dojenček, fizično ne le poškodovan, ampak celo hudo poškodovan. To je nepojemljivo, preprosto nepojemljivo. In kljub tej nori zgodbi, mediji mislijo, da jo lahko obrnejo, preoblikujejo in izkrivijo, da bi dosegli kaj? Neka smešna, starodavna pripoved, da so Angleži in Francozi tekmeci in da je to nekaj proti Francozom. To ni nič proti Francozom. To je proti angleški vladi, ki je dovolila, da je afriška oseba prišla v njihovo državo in s seboj prinesla družbo in civilizacijo z določenim sistemom prepričanj, ki je neverjetno problematičen. Vi se morate spomniti 2 stvari, ki se dogajata v tej zgodbi. Kako se taka zgodba sploh zgodi? No, najprej imate ljudi v vladi, ki so vedno pripravljeni izpostaviti problem, nikoli pa dejansko ne povedo, kaj je pravi problem. Izmislijo si nekaj absurdnega, kot je ta video. Kaj je reform? Torej, resnično zmešnjava. Kakšna je njegova filozofija? Kakšen je njegov namen? Kakšna so njegova prepričanja? Ne vem, nihče ne ve. Nihče o tem ne govori. Mislim, njegova prepričanja so, da želi izgnati priseljence iz Združenega kraljestva. Nezakonite. Ne poslušam predavanj o prepričanjih in filozofiji stranke Reform. No, dovolite, da pridem do te točke. On. Nima nič dobrega za ponuditi. Zakaj potem dobiva toliko glasov? To so povsem negativni glasovi, ker so druge stranke spodletele, kar je do določene mere res. Imeli so zelo težke okoliščine, tako laboristične kot konzervativne vlade, in naredili so napake. In v nekaterih primerih zelo hudo narobe. Ampak oni to vejo in mislim, da vejo, kako začeti stvari popravljati. Ampak kaj pri stranki Reform sploh pozitivnega? Kaj je njihov glavni adut? To je, da nasprotujejo muslimanom in migrantom. To je njihov glavni adut. In ko se to iztroši, ker tako delujejo, bodo našli nekoga drugega, da bo grešni kozel. Tako imate v bistvu tega človeka, Sir John Majorja, ki trdi, da stranka Reform nima prav. Ni tako, da bi imeli prav, da so morda islamisti in migranti v Združenem kraljestvu problem, ampak je to zanje zgolj politična strategija za zmago. In to je del problema, ker kot piše Karl Benjamin, je 2-letno deklico pravkar do smrti posilil prekleti migrant, Sir John. In vendar tukaj sedijo in razmišljajo, kako ti politični aktivisti samo poskušajo se spravljati na ljudi, da bi si pridobili točke.
To, dragi moji, je velik del problema, da imate ljudi na oblasti, ki še vedno trdijo, da to ni resnična težava, ampak zgolj politična kampanja. Vendar pa obstaja še drugi del problema, ki je morda pravi problem, s katerim se soočamo. In to je družba in kultura, ki jo te ljudje prinašajo v države, kot sta Združeno kraljestvo in Francija. Kulture, ki govorijo takšne stvari. Za vsako eno osebo, ki je ubita s tehnikami, ki jih vidim, lahko najdemo bele ljudi. Za vsako eno temnopolto osebo, ki je ubita, lahko najdemo bele ljudi. Za vsakega izmed nas lahko najdemo bele ljudi. Ubijali bomo otroke, ubijali bomo ženske, ubijali bomo vse, kar najdemo na naši poti. Naj ubijemo enega izmed nas, je to naš sovražnik. Naj ubijemo enega izmed nas, je to naš sovražnik. Naj ubijemo enega izmed nas, je to žena našega sovražnika. Ubijemo otroke, ubijemo ženske, ubijemo njihove pse, ubijemo njihove mačke, ubijemo vse, kar pride. To, moji prijatelji, ni nek naključni aktivist v Afriki. To je član parlamenta v Južni Afriki po imenu Endilf. Nimam pojma, kako se to izgovori. On pravi, za vsakega temnopoltega bomo vzeli 5. Našli bomo njihove otroke, našli bomo njihove ženske, našli bomo vse, kar nam pride na pot. To je ta kultura. To je kultura, ki so jo ljudje uvozili. Južna Afrika je, kot mnogi vemo, ena najbolj civiliziranih in spoštovanih držav, kar zadeva afriške razmere in ljudi. In vendar, to ne pomeni nič slabega v vseh Afričanih, saj je veliko Afričanov resnično čudovitih. Če vpeljete kulturo, ki normalizira takšne pogovore, v državo, ki se poskuša upreti, a ljudje na oblasti pravijo, ne, ni se treba zares boriti proti ničemur. In potem imate medije, ki namesto, da bi rekli, da je ta migrant iz Srednje Afriške republike, trdijo, da je ta moški Francoz. In ne bodo sestavili celotne slike, ne bodo priznali resnice in ne bodo povedali, kaj se v resnici dogaja. Ste sploh presenečeni? Ker ne vam nekaj povem. Jaz na tej točki nisem. In veste, kdo so žrtve tega ogabnega, neopravičljivega vedenja? 2-letni otroci. To so tisti, ki na koncu plačajo ceno. Ker dovolimo odraslim, da se vedejo tako neodgovorno in da v resnici ne povedo, kaj se v resnici dogaja. To je tisto, kar se na koncu zgodi naši družbi. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.